Glavni cilj projekta Trifid, ki ga je v višini 80 000 € omogočil norveški finančni mehanizem, je bila promocija zdravja med starejšimi prebivalci občin Jesenic, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica. Pri tem so sodelovala tudi društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo na Zgornjem Gorenjskem. Še zlasti, na kar smo ponosni v tem projektu, je to, da se predavanja niso odvijala samo v urbanih okoljih, to se pravi ne samo na Jesenicah v Radovljici, ampak tudi na Koprivniku, v Gorjah, v Kranjski Gori. To se pravi, mi smo s tem projektom želeli izobraževanje res približati starejšim, kajti vsi vemo, da je mobilnost eden od glavnih ovir za to, da se starejši udeležujejo izobraževanj oziroma drugih aktivnosti. Zanimanje za obisk delavnic je bilo izjemno veliko. Projekt je bil zelo odmeven, ravno danes, ko so na občini Jesenice sprejemali strategijo ohranjanja zdravja starejših, ki je eden od rezultatov projekta, je bilo tudi tukaj izpostavljeno, da pravzaprav ne glede na to, da smo izvedli 38 delavnic v vsaki občini, da je bilo pravzaprav mest za starejše premalo. Delavnice so pokazale, da bi morali starejši v prihodnje bolj skrbeti za lastno zdravje. Pri njihovih prizadevanjih pa jih mora podpreti tudi okolje, v katerem živijo. Na jeseniškem delu je veliko število mlajših občanov, novonaseljenih, tako da dejansko je ta povprečna starost tukaj nekaj manjša. Dočim, če gledamo po občino Kranjska Gora, se pa vidi, da je ta populacija resnično že v razmerju dosti preko starejša, ampak kljub temu je treba skrbeti za to populacijo še bolje, kar pomeni za fizično preko učenje kot tak, preko Ljudske univerze, potem tudi fizične aktivnosti, ker v končni fazi, če so ti pogoji vzpostavljeni, če so te populacije fizično aktivne, v končni fazi tudi pomeni, da so tudi izpostavljene manjšim tveganjem bolezni, tako da je treba skrbeti tudi za to področje s tem namenom. Na Ljudski univerzi Jesenice skupaj s kolegi iz Kranja že snujejo projekt Večgeneracijski centri za družine, s katerimi se želijo prijaviti na razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To je razpis, ki predvideva delovanje 15 takih centrov v Sloveniji, to se pravi eden na Gorenjskem, in ena od vsebin, ki se bo v tem centru dogajala, bo vsekakor tudi izobraževanje za starejše z vidika ohranjanja zdravja. Radlinovič Hajdič obenem opozarja, da so sredstva Evropske unije za tovrstne projekte, ki so predvidena v finančni perspektivi do leta 2020, vsako leto manjša. Perspektiva, ki se je začela sicer 2 leti nazaj, zdaj pa prihajajo prvi razpisi, čisto jasno kaže, da še zlasti na področju razvoja človeških virov so praktično popolnoma vsa sredstva namenjena zaposlenim, to se pravi še zlasti tistim, ki so starejši in tistim, ki imajo nižjo izobrazbo, to je seveda z vidika razvoja gospodarstva logično, ampak jaz lahko rečem, da z vidika moje stroke res pogrešamo pa sredstva za druge ciljne skupine, ki pa vsekakor tudi potrebujejo nova znanja in sposobnosti.